Danes nisem bil v Italiji, koliko delate, da imata, tako da sem lahko. Toni, dobro jutro. Dobro jutro. Živjo. Tokrat v jutranjem terminu podcasta Rast. Zaspan nisi videti, a si mogoče iz hleva iz štale? Ne. Ne? Danes nisem bil v štali. To sodelavca danes imata, tako da sem lahko prišel sem. Super. Sem vesela in hvaležna, da se lahko srečava. Najina zgodba ima malo daljša, je že, ne? Nisva se ne poznava iz tega podcasta. Za začetek se nam lahko na kratko predstaviš, od kje prihajaš, kakšna je tvoja kmetija, kaj počenjaš, kako razmišljaš. Ok, se bom potrudil, da bom čim krajši. Ja, sem Toni Kukenberger, prihajam iz Trebnjega na Dolenjskem oziroma par kilometrov jugovzhodno proti Novemu mestu z vasi Gorenje Ponikve. Tam vodim kmetijo. Naša družina je na tem naslovu že več kot 250 let. S kmetijstvom se ukvarjamo od zmeraj, seveda izviramo iz tega, da so včasih ljudje pridelovali hrano zase, zdaj jo pa pridelujemo tudi za trg. Se je tu nekako organsko gradilo, drugače pa, če najprej začnem pri sebi, se pravi, jaz sem tudi mož, oče, z njim imava 3 otroke, poročena sva 11 let. Zelo pomembno področje mojega življenja je to, da razmišljam, kako imeti v življenju eno ravnovesje. Ne, da samo delamo, po drugi strani niti približno tudi, da bi lenarili, ampak da smo ustvarjalni, da delamo stvari, ki nam prinašajo spodoben dohodek, in to seveda je možno samo na ta način, če mi na trg prinašamo ljudem dodano vrednost. Obenem pa je zelo močna ali pa lahko zelo vabljiva ta past, da človeka potegne, da v bistvu začne delati in garati in gre preko sebe. Tudi jaz sem tu nazaj delal. In to mi ni prineslo nič kaj dosti dobrega, oziroma je navzven je izgledalo dobro, navznoter pa niti približno ni bilo v redu. In sem res začel to spreminjati, zato sem tudi zelo hvaležen svoji ženi, ki mi je večkrat nastavila špegu, pa smo se pogovarjali o teh stvarih, ker res sem imel predstave čisto drugačne, oziroma sem bil navajen tega, da smo pač delali 365 dni v letu in smo pač delali in so se druge stvari morale vsemu temu delu prilagajati. Zdaj pa jaz postavljam stvari na drugačen nivo. V vseh pogledih, tako v firmi kot doma, v družini. In to je recimo zadnji 2 leti, ko sem res intenzivno stopil na to pot osebnostne rasti in rasti v odnosih in na vseh, v bistvu vseh porah. Vse, ko se tega človek loti, se avtomatsko začnejo stvari tudi druge popravljati. To je v bistvu ta glavna tema. Mi je pa tudi izredno pomembno to, da zadeve, ki jih spoznavam, tudi delim, se pravi, s komerkoli se pogovarjam čisto popolnoma odkrito in brez nekih filtrov, olepševanj, ker se mi zdi to res ključno. Nažalost, tukaj v kmetijstvu bom kar direktno povedal, velikrat vidim neke filtre politične korektnosti, ustrezanja standardom in pogledom in statusu, kakršen je, zato, da pač stvari tečejo, kot tečejo. Jaz se tega ne grem. Jaz želim, da si nastavimo ogledalo, se pogledamo in če vidimo kaj tazga, kar ni ok, si to priznamo in pač gremo na pot izboljševanja. Za tiste, ki ti še ne poznajo, na kratko nam razloži, s čim se ukvarja tvoja kmetija, po čem ste vi znani, kaj je tisto vaše glavno poslanstvo? Ja, naša kmetija je tudi že od prej mlečna kmetija, se pravi, ukvarjamo se z mlekom in zadnjih 12 let tudi s predelavo mleka v mlečne izdelke in trženjem teh izdelkov. Tržimo pod blagovno znamko Eko sirarna. Smo pa prisotni kar široko po Sloveniji, ne samo doma, od Novega mesta, pa če bi šli po avtocesti, recimo mimo Ljubljane, pa do Kranja oziroma do Lesc. Imamo kar dosti prodajnih mest, širimo svojo mrežo, tako da nismo preveč odvisni od nobenega
večjega igralca. In to je tista glavna dejavnost, ki jo imamo. Drugače pa moje poslanstvo ali pa poslanstvo, ki ga želimo uresničevati tudi prek naše kmetije ali pa podjetja, kakorkoli rečemo, je pa to, da z našimi izdelki in z vsem, kar smo, navdihujemo ljudi, da živijo zdravo in polno življenje. To je v bistvu širše poslanstvo, kot je direktno naše delo, ampak se mi zdi to res, res pomembno. Zato, da ljudem prenašamo, kdorkoli pride z nami v stik, da mu zbudimo eno misel ali pa mu pržgemo kakšno iskrco, tole je pa ok, tole je pa zame v redu, tole se mi pa splača. To je neka taka, bi rekel, predstavitev. In ja, če dalje več to tudi v bistvu delamo preko svojih sodelavcev. Imamo 7 zaposlenih, s katerimi če dalje bolj sodelujemo in mi je v bistvu to če dalje bolj v užitek. Včasih mi je bilo tega strah, ko sem pogovarjal se recimo z raznimi podjetniki ali pa tudi drugimi kmeti, tudi na splošno še zmeraj se mi zdi zelo prisotna ta mantra, da z ljudmi se ne da delati, ljudi ne dobiš. Ko gremo pa malo širše ali pa ko raziskujemo malo širše, z česa pravzaprav te stvari prihajajo, pa se mi pokažeta 2 stvari. Ena je ta, da ljudje, ki smo podjetniki, ne naredimo zamenjave kar identitete iz nekega operativca, naj bo to kmet, naj bo to strojni inženir, naj bo to električar, karkoli, ne preskočimo ali pa ne zrastemo v direktorja in vodjo. In to je v bistvu izredno pomembna napaka, ki nam dela težave na vseh področjih. Čisto popolnoma druge veščine rabim kot kmet, operativec, za možo krav, za delo s traktorjem, delo na poljih, vse tako in podobno, kot pa rabim za delo z ljudmi. In če želim delati z ljudmi, moram to znati. To je v bistvu odgovornost. In ko sem sam začel te stvari raziskovati in se jih učiti, se mi odpirajo čist nove dimenzije, kaj je sploh možno, kako stvari potekajo, kako se ljudje odzivajo, kaj se tudi s poslom pol naredi. Ne, to ni, da bom rekel, bomo to delali, pa bo pa mogoče neka stvar mečkeno malenkostno, ne, posel se obrne lahko na glavo. V pozitivnem smislu seveda. Ker ko sem jaz samozavesten s svojimi veščinami z ljudmi, ampak ne v smislu, da zdaj bom pa jaz delegiral v tem smislu, ti takole narediš, če ne bo ne vem kaj. Ta sistem ne funkcionira več. Pri veliki večini ljudi, sploh pri mladih. To ne funkcionira. To ljudi odbija, kar je v bistvu logično, ker ko sam na se pomislim, pa zdaj se tudi pri otrocih tega učim, je čist isti princip. Če jaz nekaj zdelegiram, zdaj moraš to narediti, je odpor. Če ni jasnega razloga, zakaj, če sem nekoga iz nekega dela, iz nekega toka misli dejanj strgal, kaj bo zdaj? Logična posledica. Če so pa te stvari sistemsko pripravljene tako, zadnjič sem doživel zelo pozitiven feedback med vrsticami od sodelavke, ki je rekla, če bi ti tleh nam prišel, pa rekel, zdaj imamo takoj polurni sestank, normalno bi te čudno gledali. Itak, da bi me. Jaz tega nikoli ne naredim. Jaz rečem, jutri ali pa v naslednjih 2 dneh bi imeli sestank, nekje pol ure do 1 uro, dajmo se zmeniti, kdaj bi to najbolj pasalo, da se uskladimo v delo. In isto je z otroki. Če se otrok igra, pa mu jaz rečem, zdaj pa sova pospravljati. Ne bo. Ne bo. Tako, ne. Prej si omenil, da je bil na začetku nek strah in me zanima ta tvoj prehod. Zelo mlad si recimo prevzel kmetijo od svojega starega očeta in si imel neke sanje. Sanje brez nekih ciljev so žal samo sanje. Tvoje so se uresničile, rekel si tudi dokaj kmalu. Kakšna je bila ta pot od tega, ko si prevzel, pa si imel prve cilje, do prvih strahov, kako bo šlo in do tega, da imaš pa danes zaposlene? Se mi zdi, da je to kar en velik preskok za neko povprečno slovensko kmetijo.
Začelo se je s tem, da sem se najprej odločil, kaj pravzaprav želim delati. Jaz sem na fakulteti, študiral sem sicer živinorejo, zootehniko. Sem razmišljal, te stvari so me tudi zelo zanimale, da bi šel še študirati tudi strojništvo. In na koncu 3. letnika, jaz sem išel v starem sistemu, sem imel 4 leta, sem v bistvu prišel do tega, da tega ne bom in da bom doma delal. Sem pa bil pred novo dilemo, kaj s kmetijo narediti. Kmetija je bila majhna, sicer nadpovprečna, obdelovali smo, mislim, da je 13 hektarov takrat. Imeli smo 15 krav muznic, mleko smo oddajali preko zadruge v mlekarno. Na fakulteti mi je bila zelo ena pomenljiva lekcija, oziroma ko smo imeli pri agrarni ekonomiki, smo se učili, da v bistvu kmetje smo v veliki večini price takeri. To pomeni, da nimamo nobenih možnosti vplivati na ceno lastnih pridelkov. In sem jaz začel pol to malo raziskovati, tudi projicirati na domačo kmetijo in sem v bistvu prišel do tega, da tu je seveda 100% res. In ko sem malo bolj začel razmišljati, sem rekel, ok, jaz se tega ne grem. Ali bomo šli v to, da imamo kontrolo, ali pa bomo kmetijo zmanjšali na tak nivo, da bomo pač obdelali površine, ki jih imamo, mogoče imeli kakšne telice na paši ali pa kaj takega, ostalo pa in da bo to zelo ekstenzivna dejavnost in grem jaz v službo. Ponudb za službo sem imel in kup, dobil bi jo takoj. Tudi na faksu sem razmišljal, da bi ostal, ampak ko sem videl, koliko je tam ene birokracije, me je to minilo. In sem začel potem razmišljati, kaj in kako. In zelo kmalu po tej odločitvi, da pač želim to delati, smo se pa doma začeli pogovarjati o tem, da bi jaz prevzel kmetijo. Pri kateri starosti je bilo to? Jaz sem bil takrat star 23 let. Kar zelen, precej zelen. In sem najprej očeta vprašal, pač kako bi bilo njemu, ker prej je bil tak dogovor, da ko moj star ata umre, moj ati prevzame kmetijo, jo dobi. In čisto iskreno rečeno, jaz takrat niti približno si nisem predstavljal, niti razumel, niti približno čutil, kaj pravzaprav te stvari pomenijo za človeka kot osebo. Se pravi, če si predstavljate, moj ati nobenkrat ni bil gospodar na kmetiji. Pred mano je bil moj star ata, se pravi njegov oče. Za njim sem pa jaz. In ko zdaj razmišljam o tem, kako eno neverjetno sposobnost sprejemanja ali pa zaupanja je imel v bistvu on vame, me je kar malo tako, me kar srh spreleti. Ker to ni samo prenos, ne vem, poslovnega dela, to je kompletno vse. Se pravi, površine, posestvo, hiša, vsa poslopja, vsi stroji, kompletna stvar. In to ni hec. Seveda smo v pogodbo vse zapisali, da imam dolžnost, da do smrti očeta preživljam in mamo in tako naprej. To mi je bilo čisto popolnoma samoumevno. Ampak vseeno. Jaz takrat nisem bil še poročen, imel sem sicer že resno punco, ki je zdaj moja žena. Ampak ja, to res niso heci. No. In sem res očetu neizmerno hvaležen, da je bil sposoben to, pa brez kakršnih koli pomislekov ali pa nekih težkih debat ali pa nekega pogojevanja sprejeti. Isto pol pa to stara ata. In tudi spustiti to v bistvu. In tudi spustiti, ja. Je to prepustil, zdaj 23-letniku prepustiti nekaj takega, si mislim, da je tudi njegova zrelost tukaj. Tista, ki je to omogočila. Ja, res je. In tudi stara ata, tudi on je rekel, če je vam tako v redu, sem tudi jaz za in smo to naredili. Ata je bil pol še 6 let, 6 let je bil še živ. Jaz sem tako rekel, sem se zavedal odgovornosti, ki sem jo prevzel s tem, no, in sem jo vzel za res in tudi zmeraj sem tudi iz sebe izhajal, ne zato, da bom zaradi ateta delal ali pa zaradi očeta, ampak iz svojih idej, želja, motivacije pač začel kmetijo na polno razvijati. No. In tudi tata je večkrat rekel, da je ponosen na vse to, kar delamo. No. Tako da v bistvu, kar se tega tiče, sem zelo pomirjen. Sem pa zaznal
eno stvar, da jo res imam ozaveščeno, zdaj recimo mogoče kakšno leto. Ko sem kmetijo prevzel, seveda sem imel čist drugačen mindset kot zdaj, čist drugo glavo. Logično. In sem vse stvari razmišljal drugače. In kaj je bila ena največjih napak, ki sem jih naredil, ali pa najtežje breme, ki sem ga nakopal nase in na svojo družino, je bila to, da sem se lotil ogromno enih stvari, enih projektov in sem kar razmišljal, sej tule pa sej bo šlo, sej tu, pa mi je recimo ati kdaj rekel, pa kako to boš, ne? Sej bomo, pa si nisem niti predstavljal, kako bomo. Sem pa verjel, da bomo. Premalo sem se ukvarjal s tem, kaj pravzaprav bo to za nas pomenilo. Nisem imel nobenega znanja ali pa tudi niti kaj dosti razmišljal, da bom ljudi zaposloval. Niti nisem razmišljal, da bo recimo moj ati čez 10 let uradno za v penzijo po letih. Sprav govorijo o delovni sili. Tako. In stvari so bile pretežke in smo res tudi, jaz sam sem delal velikrat po 15, 16, 17, 18 ur na dan, ko nisem imel še družine, pa tudi pol, ko sem kar nekaj časa rabil, da sem sploh videl, da to ni okej. In to so bile stvari, ki jih nobenemu ne prvoščam, je pa res, da večina nas tako začne, ne. Pač greš all in brez zavor, brez glave, skoraj bi rekel, zletiš noter. Ampak jaz bi rekel tako, noben od nas ni imel, da bi rekel, nekih diagnoz s kakršnimi koli fizičnimi ali pa psihičnimi problemi zaradi tega. Verjamem pa recimo sploh, da ati ima pa kar dosti problemov z raznimi glavoboli in čisto možno, da je kakšen vzrok to tukaj noter. Pač to je težko, v bistvu mi je glede tega kar malo težko, zaradi tega, ker hočem za ljudi dobro skrbeti in nočem, da jim delam težave, no? Ker vem, da pač moje odločitve so sigurno najpomembnejše in vse noter, ki smo tle prisotni, vpletajo. Zato sem se tle mečken bolj ustavil, ker se mi zdi pomembno ozadje vsega tega, no. In v bistvu je tako, jaz sem naredil tak sistem, da ko smo bili v redu, je sistem nekako funkcioniral, kar se dela tiče. Še zmer pa ni funkcioniral, kar se družine tiče. Še vedno ste bili kmetije, ki ste vdajali mleko, a je bilo to že obdobje, ko ste že imeli svoje izdelke? Začeli smo s predelavo. Se pravi, v bistvu je bilo tako, takoj, ko sem jaz zaključil fakulteto, sem začel s predelavo počasi in smo čedalje manj mleka oddali in čedalje več mleka predelali. To je v bistvu en tak... Vzpostavili lastno prodajo. Tako. To je bil sistem, ki en se je zmanjševal, drug se je povečeval. In to je bilo eno obdobje, kar nekaj let, ki nisem bil zadovoljen s tem, kar smo mi zase. Imeli smo čudovite izdelke, poslovno nam je šlo čisto v redu, naredili smo štalo, smo prenovili, pol smo tudi sirarno novo postavili, nikakor ni šlo tu samo z lastnimi sredstvi, tudi s kreditom in z nepovratnimi sredstvi smo to naredili. Brez tega seveda ne bi bili na tem, kjer smo danes. Ampak glavna stvar je bila to, da v družini, tako v moji, se pravi, skupaj starši, kot v moji novi družini, se pravi ženo in z otroki, stvari niso štimale tako, kot bi morale. Žena moja prehaja tudi z podjetniške družine, ki sta tudi starša, oziroma njen oče je začel, poznaj se je tudi mama pridružila, v bistvu ustvarila podjetje iz nič in imata tudi 50 zaposlenih. In po moje, če Nina ne bi bila navajena tega, ne verjamem, da bi bila še skupaj. V taki meri je to bilo. Odpovedovanje vsemu. Jaz sem Davida, ki se je ta prvi rodil, ko sem res še delal sam v sirarni, jaz sem ga videl zjutraj, mogoče, ampak jaz sem itak prej vstajal, ko so ona dva ostala. Pol sem šel na zajtrk, smo se videli recimo za 15 minut, pol sem šel spet delati, čas sem ga imel v sirarni v nosilki, da so bila malo skupaj, seveda takrat nisem mogel normalno delati, pa vsake stvari nisem mogel tako delati, ampak to je bilo za Nino izredno težko obdobje. Jaz tega takrat videl nisem. Jaz sem bil res tega navajen, pač delamo, vsak dan delamo, nima veze. Nisem imel tudi alternative,
ker nisem imel še nobenega sodelavca in to je bilo res eno zahtevno obdobje. Plus, da tvoja žena ne prihaja z kmetijstva in tudi ni zaposlena na kmetiji, se pravi, da hodi v službo, pa hkrati je bilo verjetno to zelo zahtevno tudi z tega vidika, se pravi, za kmetijo večinoma vidva z očetom. Tako, pa mama tudi. Pa mama, tako. Potem pa žena, ki hodi v službo. Tako. To je tudi mogoče nek unikum. So kar nekako pari zaposleni na kmetiji, a ne? Ali pa nobeden. Čeprav je kar nekaj, tudi kar nekaj takih poznam, recimo, ki je bilo je tudi pri nas, isto recimo mama je v bistvu do penzije hodila v službo, sicer zadnji 2 leti, mislim, da je bilo 2 leti za polovični čas, prej pa hodila v službo. Ati je bil pa doma, mislim, da dobrih 10 let je hodil v službo, pa je pa v bistvu pustil službo in delal samo doma. Skratka, ja, in potem ta obdobje, ko je bilo ogromno nekega dela in zanemarjanja drugih področjih življenja, katere so bile tiste pa prelomne točke, ko si pa zaposlil prve na kmetiji, ko si rekel, rad bi drugač, katere točke so to bile? Začelo se je v bistvu tako, da mi je začel pomagati bratranc, ki je študiral in eno leto je pauziral in je delal v eni firmi tam čisto blizu je bil tu doma. In je v bistvu skoraj vsak dan prišel za nekaj ur. Pol mi je začel tudi, da je v bistvu on začel razvažati stvari nekaj časa. Pol še nekaj časa njegov brat tudi, ampak že vmes je pa prišla ta prva sodelavka. Mi smo se poznala že odprej, vedel sem, da dela v eni trgovini po 4 ure in sem jo vprašal, če bi prišla k nam in je prišla takoj na razgovor in smo se zelo hitro zmenila. To je bila kar konkretna revolucija, ker prej mi je vse ostajalo, pa je bilo pa kar čez noč so bile stvari narejene. To je bila res velika sprememba. Je pa prinesla sabo in v bistvu potem je sodelavka najprej začela po 4 ure delati, potem nekaj časa po 6, potem pa nekaj časa 1 leto. Ja, mislim po poln delovnik. Od takrat naprej, ja. Se pravi, dela je nekaj časa 4 ure na dan, potem po 6 ur, potem pa začela na polno delati pri nas. In je bila to res izreden preskok. Obenem je pa prišla spet ena nova streznitev, ko je šla ona na dopust. Ko ni bila več na voljo. Ja, tako. Jaz nisem bil tega navajen. Jaz tudi nikjer nisem bil nikoli v življenju v službi zaposlen. Nikoli. Govoriva o dopustu. Ja. In si sploh nisem znal predstavljati, niti nisem razmišljal o tem. 2 stvari. Nisem pomislil, kaj bo, ko bo imela Vanja dopust. To pomeni 50% manj, oziroma zame več. Pa druga stvar, da ko je dopust, je tudi plača. Verjamem, da se komu to zdi totalno nemogoče, ampak jaz nisem razmišljal o tem. In to sta bile 2 stvari, ki sta me spodbudili, da sem začel razmišljati o tem, da je, oziroma drugače, kako pravzaprav je v naši državi, kjer je izredno dobro poskrbljeno za zaposlene, kakšne vse pravice imajo in kaj pravzaprav vse jim moram kot delodajalec zagotoviti. Nekaj časa sem bil zelo v tem žrtvenem mindsetu, kako pa to bo, pa jaz to moram, pa nekomu to. V resnici zdaj vidim, da je to zelo napačno razmišljanje. Zelo pomembno se mi zdi, da jaz tudi kot nosilec dejavnosti ali pa kot direktor, karkoli že rečem, razmišljam na ta način, kako moram posel organizirati, da bomo z lahkoto vse plače izplačali, vključno z mojo. Jaz sem zelo dolgo delal brez plače, ne vem, tako je bilo. Vključno z mojo, da bomo z lahkoto splačali, da bo posel dobro tekel in da bojo zaposleni zadovoljni in da bomo mi zadovoljni in da bojo stranke zadovoljne in da bo cel sistem funkcioniral v eno pozitivo. Dokler sem razmišljal, tu jaz vse dajem, sem se zelo slabo počutil in sem prepričan, da tudi ko ljudje itak čutimo, psihološki nivo komunikacije zmeraj čutimo. In sem prepričan, da tudi so zaposleni, da so to čutili in to ni okej. Jaz nobenemu ne dam plače iz svojega denarja. Zaposleni si jo zasluži s svojim delom. Tako kot si moram tudi jaz. In to je po bistvu eno razmišljanje,
ki je zelo sprostilo moja čustvena bremena, ker me je to res obremenjevalo. Ja, kako pa bomo, ja, pa še tu je, pa še ono. Ja, tu je. To ni šlo tako. Sem res veliko začel poslušati ljudi, ki se ukvarjajo s tem razvojem podjetij in imajo svoje podjetje in vse tako naprej. Veliko je takih, ki še zmeraj tako razmišljajo. Ja, plačati jaz dan boš tako delal, ko jaz rečem. Jaz se s tem ne strinjam. Plača vsak zaposleni zasluži. Vsako delovno mesto, ki ga imamo, mora samo sebe odplačati. Tako po domače rečeno. Če tako ni, je treba poiskati, zakaj tako ni in kako bomo to zorganizirali. Če pa nekdo nekaj dela, kar ne prenaša ničesar, ja pa tistega delovnega mesta ne rabimo, oziroma je nesmiseln, oziroma ga je treba nekako drugače ovrednotiti. Mogoče je, ja, so tu delovna mesta, ki jih ne moreš direktno plačati, ampak se pa prek širšega vidika podjetja v bistvu pokrijejo. Logično. To no, in zdaj mi je res, bom rekel, zelo všeč moje razmišljanje, ko res iščem stvari, kako se nekaj da. Ne kako se ne da, ampak kako se da. In to je bil pa v bistvu naslednji tak zelo velik preskok. Mislim, pri nas smo v bistvu zelo organsko rasli, se pravi, Vanja je prišla, je bila, ne znam točno povedati, koliko časa, je šla na porodniško, potem je prišla ena študentka in nadomeščala, pa bo v bistvu prišla še ta druga sodelavka, ki je pol ostala, ko je Vanja prišla nazaj. No. In tako smo gradili ekipo, no, tu je bilo, se pravi, ampak prva Vanja zaposlena pri nas od leta 2017. In od takrat v bistvu smo recimo rasli po enega sodelavca na leto. In to je zelo, zelo, zelo neka organska gradnja, ampak jaz osebno sem pa med tem časom, tudi ko sem že imel sodelavce, kako sem prej razlagal, se nisem počutil v redu. Zelo težko mi je bilo, ker nisem imel teh človeških veščin, znanja upravljanja, se pravi znanja o delu z ljudmi. In sploh nisem vedel, kaj mi manjka. Pa stvari so, glede na to, kako sem delal, so še dosti dobro tekle. Jaz sem bil izredno introvertiran. Nisem komuniciral. Nisem se zavedal, da že človek zraven mene, moja žena, mi se poznava 15 let, še več, se zelo dobro že poznava in skoraj veva, kaj kdo misli. Ampak, če pa nekdo pride kot sodelavec, pa ne more tega vedeti. In moja glava je razmišljala, ja, strah mi je bilo povedati. Zato, ker mi je bilo izredno strah konfliktov. Se pravi, česarkoli, kar bi lahko pri mojem sogovorniku sprožilo neka negativna čustva, negativen odziv, tega mi je bilo izredno strah. Temu sem se izredno izogibal in tudi nisem dajal povratnih informacij, kar je poslovno gledano izredno slabo. Ni okej. In to so lepa stvari, ki so me začele pa glodati. Se pravi, čujem. Nisem vedel, kaj narediti, razmišljal sem, ali moram iti v neko poslovno šolo ob delu, ali ne vem, nimam pojma kaj. In sem v bistvu takrat tudi zelo, zelo trpel sam pri sebi, zato ker sem videl, da stvari ne štimajo, videl sem, da tudi ljudem ni okej in me je bilo seveda zelo strah, kaj pa če se zgodi, če nekdo odide od zaposlenih. No, pol sem pa, ko sem začel malo tu iskati, sploh se ne spomnim več točno, kaj so bile tiste stvari, ki sem jih začel. Na Facebooku sem začel pa kakšno reklamo dobivati o kakšnih podjetniških usposabljanjih pa tako. Začel sem res iskati neke informacije, kje, kako, kaj dobiti, kje se učiti, kaj pravzaprav se moram naučiti, da se mi bo naredila neka pozitivna sprememba. A pa je bilo to večinoma razmišljanje o komunikaciji? Bilo to že vse vodenje in ves ta kompleksno področje? Še sam nisem vedel, ker se nisem niti zavedal, katere težave vse imam. To se je začelo poznej. Odkril pa sem sem dobil eno reklamo, mislim, da je bil en vprašalnik, pač kako, vprašalnik o vedenih zaposlenih v podjetju. In sem tisto izpolnil. In sem začel o tem malo razmišljati in pa sem šel gledati na spletno stran od tega podjetja, kaj delajo
in sem zelo dolgo kolebal, kako bi, izobraževanja niso poceni, v resnici pa, če jih vzameš za res, jih odplačaš tako. Tudi mogoče, če si še sam, da nimaš še zaposlenih, čeprav po moje redko kdo gre, recimo vodstvena akademija ali pa tako. Jaz sem, se pravi, ko sem pa zvedel, da še eno podjetje, ki pa tudi naš dobavitelj dela z njimi in tem podjetju pa tudi jaz zaupam, se pravi, rabil sem eno močno referenco, eno potrditev, sem pa rekel, jaz gremo tu in kar bo. Strah me je bilo že tudi tega, pa bom kar te stvari povedal, ker se mi zdijo zelo pomembne. Jaz takrat nobenemu od sodelavcu niti doma nisem povedal, kam sploh grem. Rekel sem, imam izobraževanje. Ker mi je bilo nerodno, strah me je bilo, kaj si bo kdo mislil, hodim na neka izobraževanja, pa gor pa dol. Še sam si nisem dobro predstavljal, kako bo sploh to potekalo. In mi je bilo strah. Zdaj vem, da je bilo to čist brez veze, takrat je pa pač tako bilo. In tudi doma se spomnim, ko smo se pogovarjali, sem tudi čutil neko tako negodovanje, češ kaj mesto rabo se hodil v Ljubljano učiti. Ampak sem šel in že ta prvi, drugi dan sem rekel, ok, tu je to, kar je stravim. In že ko smo se sploh pogovarjali, kaj pravzaprav bo to, se pravi vodenje, ne management, vodenje, se pravi upravljanje z odnosi, oziroma jaz temu raje še rečem izpopolnjevanje odnosov. Ljudje nismo radi upravljeni, smo pa zelo radi vodeni oziroma sledimo vodjem, ki so ta pravi vodje. Mi upravljamo lahko vse druge vere, ljudi težko upravljamo, oziroma tam, kjer se ljudi upravlja, kot se upravlja denar, pa sredstva, pa mašinarijo, pa tako naprej. Jaz vem, da se ne počutim dobro, če mi nekdo reče, ti tega itak ne znaš, ti boš tu, pa drugo te ne briga. To je zame management z ljudmi. Meni tu ta način nikoli ni bil blizu. Zmeraj sem hotel delati neke win-win situacije. Se pravi, za obe strani mora biti nekaj dobrega. In takrat se mi je pa začel ta nov svet odpirati. In tle so ena izredno pomembna področja, ki sem pa res zrastel na njih in kaj me najbolj potrjuje, da je bilo prav, da sem šel v to, da sem tudi ljudem okrog sebe začel kazati te spremembe, ker sem se seveda začel drugače vesti, ker sem res to zares vzel. Nisem šel za zabavo, ampak zares. In sem izredno vesel, da ljudje tu okrog mene čutijo. In zdaj v bistvu pri isti ekipi ali pa sodelavci, ki so bili tudi že prej, so še zmeraj vsi z mano in vidim, kakšne spremembe se tudi pri njih dogajajo. In tudi koliko drugače se odzivajo in koliko so mi dali v bistvu potrditev že v tem času, da je v bistvu tako, kakor delam prav. To ni bila niti približno sprememba čez noč, ne? To je bila počasi. Res proces, ne? Tako, proces, zakaj? Ker smo pa pridemo spet do tega, iz česar vse izvira. Vse izvira iz mene. In vsa ta znanja, recimo, ki smo jih tam na akademiji dobivali, pa jaz, ki jih tudi ogromno raznih podcastov oziroma posnetkov poslušam od ljudi, ki so po celem svetu, ki se ukvarjajo s tem, z razvojem posla in imajo tudi sami podjetja, vsi enoglasno pravijo, začeti moraš pri sebi. Moja firma, če je to kmetija ali pa karkoli drugega, je čist direkten odraz tega, kakšno vam je samopodobo, kaj se v moji glavi dogaja. In vsi strahovi, ko jih jaz imam sam v sebi, mi vse to omejujejo. V resnici ni nobena tretja oseba ali pa tretji pogoj ali pa nek objektiven razlog za neko stvar. Ja, lahko se nam zgodi marsikaj, kaj se v okolju dogaja, ne moramo vplivati. V večini. Največji vpliv v zadnjem času seveda je bila recimo korona. Noben od nas ni mogel vplivati, ali se bo zgodilo, ali se ne bo, niti kaj bodo vlade delale in kaj ne bojo. Ampak čisto popolnoma vsaka firma pa ima možnost pri sebi pogledati, kaj lahko pa mi naredimo. In ta prvi sem jaz, kot direktor, šef, vodja, karkoli se že imenujem. In to je pa ena najpomembnejših stvari, v bistvu, ki sem se jih naučil, to polno prevzemanje odgovornosti.
noben, ne starši, ne bratje, sestre, ne sodelavci, ne trg, ne vreme, nobena stvar ne rabi vplivati name, če se jaz tako odločim. Če jaz lahko sprejemem, ok, tu se je zgodilo, kaj bomo pa zdaj naredili, je pa zmeraj v moji moči, da se odločim. Nikoli nisem popolnoma brez moči. In to, da sem do tega prišel, je pa trajalo kar leto pa pol ali pa še več intenzivnega dela in enega odstranjevanja res enih psihičnih blokad. Ogromno sva delala tudi na coachingih. To mi je tudi bilo koliko enih takih, pa jaz temu ne bi rekel trenutkov, ampak enih jaz temu rečem sprostitev nekih res blokad, ki so enostavno odšle, sem doživel. In v bistvu coachingi so začeli majčken preden sem šel na akademijo. Takrat so se mi dva srečala. Ja, takrat so se mi dva v bistvu spoznala, srečala. Jaz takrat nisem niti pojmel, kaj to meni coaching. Sploh nisem si predstavljal, kaj je to. Ja, še ne ve, ampak ja. Vse to se je začelo zlagati. In ta res, kar sem prej rekel, meni se tu zdi ena najpomembnejših stvari, to, da v življenju prevzamemo odgovornost. Vse pritoževanje, nek cinizem, nek zgovarjanje, ja, zaradi tega in tega nisem mogel. Daleč od tega, da bi jaz zmeri bil tu zmožen narediti ali pa reči. Ampak vsakič, ko mi to uspe, meni se odpre cel svet. Mislim, to je neverjeten občutek, ker prvič sem sproščen, ker lahko funkcioniram. Glava lahko takrat, ko je glava sproščena, da nisem jaz obremenjen z nekim strahom ali pa nekaj takega, takrat šele lahko moja glava kreativno razmišlja. Se veš, pač nevroznanost in tako naprej, tu je vse zelo enostavno dokazljivo, da tudi tako je. Ko smo mi sproščeni, ko nismo v strahu, ko nismo zakrčeni, takrat lahko smo kreativni, takrat smo učinkoviti, čas izrabimo dober, z ljudmi se pogovarjamo na zelo visokem nivoju, nismo jezni, nismo žalostni, nismo ne vem, pač in to, pa ne, da nikoli ne mora biti, Včasih, tudi z Nino, ženo so se večkrat pogovarjali, nekaj čas te stvari razlagam, pa se ne moreš biti zmeri, ok, seveda da ne. Tudi jaz sem jezen, tudi jaz sem razočaran, sem žalosten, ampak čisto iskreno sem pa čedalje večkrat. Sem pa čedalje manjkrat. In čedalje večkrat se res, ko prija neka taka situacija, vprašam, ok, kaj bomo pa zdaj naredili? To je prišlo. Ok? Kaj imamo možnost narediti? In isto, in zmeri tudi svojim sodelavcem večkrat rečem, vse te stvari, ki jih mitle, in tudi te stvari razlagam, ne zelo velikrat, kdaj pa, ali pa vsaj res te pomembne stvari. In zmeri tudi rečem, dajte te stvari nositi tudi domov. Kar vam tle funkcionira, dajte uporabljati tudi doma. Ker res za vsakega iskreno želim, da ima eno življenje čim bolj bogato, kakovostno, predvsem tle na odnosni ravni, pa prvič odnos sam s sabo, pa odnos s človekom. Tako se mi zdi, da se en tak povzetek celega ekosistema, bova rekla temu, če smo že v kmetijskem sektorju, povzel, kaj vse so tiste stvari, ki kmetu pomagajo, da ustvari nekaj uspešnega, ampak ne samo z vidika uspešnosti kmetije, ampak celostno, se pravi, z vidika človeških stvari, tega, kar nosimo, kar prinašamo na ta svet. In mi je res dragoceno, da si povedal te stvari, ki pravzaprav v poslovnem svetu, v podjetništvu, to že precej dolgo časa obstaja. In ja, verjamem, da marsikdo se od kmetov ni še slišal za coaching, Slišal je pa, ne vem, biti vodja, ali pa mogoče, če to prevedajo, ta slovensko mentaliteto, biti dober gospodar, ampak ja, v tem, ko začneva tako gledati na to, je kmet v vsakem primeru na neki ravni postane podjetnik. Mora imeti znanja, ki jih ima tudi podjetnik, Kateri so li pa tvoji tisti preskoki, še vedno praviš, da si se srečeval s strahovi, da se tudi danes še srečaš s strahovi, ampak da so ta obdobja krajša, lažja, znaš si poiskati pomoč, se mi zdi, da hitreje napreduješ. Katere so bile tiste, recimo, stvari, ko si začel opažati, manjka mi teh vodstvenih veščin, manjka mi te mentalitete, da jaz to lahko naredim?
to moram kar dobro razmisliti, ker res takrat, ko sem bil v tej situaciji, sploh sam nisem dobro vedel. V resnici je bilo to zame eno najtežjih obdobij, zaradi tega, ker se mi je začel sistem sesuvati sam vase. Jaz sem navzven je bila naša kmetija super duper in sploh inoh. Ampak znotraj smo pa imeli težave. Tako. Okay. Ampak navznoter, pa tako, kot sem že povedal, smo pa v družini vsi zelo trpeli, pa tudi sploh nismo se čisto zavedali, kaj sploh je to, vključno z mano. In meni je že kar zmanjkalo mi motivacije. V resnici sem prišel do tega, to je bilo takrat, ko smo mi postavili novo sirarno in smo pol 2018, jaz sem računal, ko bomo imeli novo sirarno, tam nekje v 5 letih bomo mi prišli do tega, da bomo imeli polno zasedeno, se pravi, da bomo vse lastno mleko predelali. V resnici smo prišli do tega preko v 2 letih. In tu so bili v bistvu cilji, ki sem si jih jaz postavil, ko sem kmetijo prevzel. Oziroma takrat v tistem obdobju. Cilje sem dosegel, pa je pa zmanjkalo motivacije. Kaj zdaj delamo? Delamo tu, v bistvu nam gre dobro. Kaj je sploh težava? Zakaj nisem zadovoljen? Zdaj s tem znanjem, ko ga zdaj mi je čisto jasno. Jaz sem enostavno zgubil neko motivacijo, kaj pravzaprav delati in sem mogel začeti sam pri sebi kopati globoko, kaj pravzaprav je moje bistvo, zakaj sem jaz na svetu. Evo. Zakaj? Tako. Je tako pomembno, da si ga odgovorimo, izredno. Zakaj nekaj počnemo. Tako. In potem najdemo vedno poti, oziroma če ni tega, pa vedno izgovore, verjetno, ne? Jaz sem prepričan. Absolutno, in to se zmer potrjuje. In vprašanje, zakaj, je tako pomembna stvar, da ker takrat, ko imamo mi neke tudi recimo manjše cilje ali pa neko motivacijo manjšo, ali pa imamo nek vzrok, zaradi česar nekaj delamo, lahko je tudi dokaj majhen. Takrat stvari samodejno se uravnajo in uredijo tako, da bo šlo. Ko pa so te stvari narejene, pa spet začnemo iskati, kaj pa zdaj? Ne, ljudje, jaz mislim, da smo res narejeni za to, tak čist glavna stvar, kaj sploh pač je naša stvar tlele, je tu, da res en drugmu bogatimo življenje in da delamo preko sebe, ne zase, ampak za veliko širš. In ta motivacija je v bistvu bistveno močnejša kot pa nek finančni, poslovni, materialni cilj. In ko sem jaz iskal, kaj pravzaprav je tisto, jaz res sam nisem vedel, kaj mi manjka. In sem zelo postopoma prišel do tega, zakaj sem jaz sploh tle in kaj to delam in kaj je v bistvu moje poslanstvo v življenju. Ne. Te stvari so se, ko sem začel hoditi na vodstveno akademijo, ko sem začel ta znanje dobivati, ko sem jih začel vključevati v ekipo, pa tudi v osebno življenje. Tam je bilo en kup tudi enih stvari, res, tako sem prej rekel, tu niso tehnične. Tehnično veščino, kako neko stvar speljati, lahko ti zelo hitro dobiš, ampak če je ne delaš zaradi tega, ker res verjameš, da tu želiš, da tu rabiš, da ti bo to pomagalo do nekega višjega cilja prideti, je zelo hiter, ali jo nehaš delati, ali jo pozabiš, ali pa pač te sploh, ko jo ta prvič uporabiš, pa ti naredi en preskok, rečeš, wow, si navdušen, ampak dopaminski šot pa hiter mine. In so čedalje manjši pol. In zaradi tega rabimo mi neko višjo stvar, ki nas vleče. Ne? In ko so začele te stvari sestavljati, sem jaz počas prihajal do tega, da sem sam sebe res začel iskati, odpravljati pač neke omejitve, strahove, in sem iz teh strahov, ko mi je bilo strah sploh povedati, da grem na izobraževanje, sem pol pač, ne vem že to, kdaj pač je bilo, sem pač povedal, da tu hodim in da tu delam, in ko sem začel stvari delati, so se začele stvari čisto drugače obračati. Začel sem pa tudi brskati po sebi takrat. No. In s coachingi in ko sem pač slišal za ljudi, recimo svetovne, pač v svetovnem merilu pač se ukvarjajo s tem, s to osebnostno rastjo podjetij, razvojem podjetij ali pa vsega tega, so se stvari začele sestavljati. In
ugotovil sem, da moje poslanstvo tukaj je, ena stvar je to, da širšemu krogu ljudi res z vrhunsko hrano in vsem ostalim in tudi izobraževanjem o hrani predstavimo ta vidik, koliko je to pomembno. Da če smo mi telesno v redu, naš telo je začetek lahko in konc vsega, kar delamo. Če naše telo ne zdrži obremenitev, ko jih imamo, ja, bo konc, bomo zboleli, bo nekaj narobe. Seveda je to tudi s psiho izredno povezano, ampak hrana je en izmed stebrov človeštva, na katerem lahko temelji naše zdravje ali pa naša bolezen. Druga, isto pomembna stvar, ki jo pa čutim, do tam, mislim ne, v resnici zelo veliko tega se že dogaja, ne pa tukaj načrtno kot usporedno, je pa to, da želim tudi v kmetijstvu pomagati ljudem iskati poti, kako se nekaj da. To mi je pa res pomembno. Miselnosti res manjka, ne se mi zdi. Ko delam s slovenskimi kmeti, je še vedno zelo prisotna miselnost, kje vse so omejitve in tudi neka taka, bom rekla, vloga žrtve v smislu, mi smo v bistvu spregledan sektor, za nas nihče ne poskrbi, verjetno je to pač seveda zgodovinsko pogojeno, ne, moramo vedeti pač, iz česa smo išli in zakaj nedolgo nazaj še nekomu rekel, ti se pa naučiš dobro, boš šel na kmetijsko šolo, a ne. Danes je kmetijstvo daleč od tega, tudi prihodnost kmetijstva je daleč od tega, ne, da bi bilo to nekaj za neko delovsko mesto, recimo. Ja. Ampak ja, ta mentaliteta žrtve pa je zelo prisotna. Ne? Pač nam nagaja vreme, nam nagaja politika, vse nam nagaja. Ampak ja, tudi na coachingih sva govorila o tega, ne? Da okoliščine nikoli niso idealne. Ne? Kaj se pa znotraj nas dogaja in kakšno mentaliteto mi nosimo, je pa pravzaprav tisto gonilo vsega, kar se bo zgodilo, kar ne pomeni, recimo, COVID. Ne, nihče ga ni mogel napovedati, noben ni mogel vplivati na to, kako se bodo stvari odvijale. Ne? Ampak veliko teh uspešnih ljudi tudi pove, da ravno v teh prelomnih trenutkih ali pa kritičnih trenutkih se bo pravzaprav pokazala tvoja prava narava in tisto, a ti zmoreš iti čez to in to izkoristiti zase. Kako ti gledaš na to mentaliteto, ki je zelo prisotna, no, se mi zdi, med slovenskimi kmeti? Ja, zelo je prisotna, žal. Pa jaz bi spet to, kar malo širš potegnil, tudi drugje je prisotna. Na splošno se mi zdi, da v življenju smo zelo hitri pred tem izzivom ali pa skušnjavo, ja, pač pademo v nemoč in kaj pa češ, ne? Saj nič ne moreš. To je zelo pomembna ali pa prisotna cona obdobja, v katero se ustoličimo in tam ždimo in to je to. Ampak nažalost glih zaradi tega zgubimo ogromno enih priložnosti, jih spregledamo, jih zanikamo, se gremo celo z ljudmi krega, da nekaj pa sploh ni mogoče, kar se dogaja. Ne? Ja, če se dogaja, pa najbrž je mogoče. Sigurno ta miselnost je pri nas izredno izvira iz tega tudi povojnega dogajanja in vse tako naprej. Tle je bilo res en kup enih grozot narejenih, ne samo kriminalnih v smislu ubojev in tega, ampak v smislu ustrahovanja. Ljudje so res živeli v takem strahu, da mi si tega ne predstavljamo. Ne? 60-70 let nazaj so se res ljudje bali, da jih bo nekdo zaradi tega, ker bo nekaj narobe rekel, ustrelil. Ali pa njihovo družino celo, ali pa nekaj. Eksistencialni strah. Ne? Čist. In je bil realen. Takrat je bil realen. Seveda pa se, vemo, tu zelo prenaša po generacijah, če se s tem ne ukvarjamo. In tu se mi zdi eno področje, kjer je največ potenciala. Ne, tako kot sem prej rekel, jaz pri sebi vidim in vsi, ki se po svetu s tem ukvarjajo, so vsi enotni. Ko smo ljudje sami sabo v redu, da nimamo nekih strahov, da nimamo nekih prepričanj, kako ne bo šlo, kako nas tega, tudi mindseta žrtve, se pravi, kako nas vsi napade, kako nas noben ne razume, kako nas noben ne posluša. Ko gremo mi iz tega ven, se nam naenkrat odpre eno obzorje
neslutenih razsežnosti v resnici. In v istem času, v istem prostoru, pri isti politiki, pri isti geografski pogojenosti lahko nekdo doseže X, nekdo pa 1000X. Se pravi, ni problem v okolju, se pravi, je razlika v tem, kaj mi delamo. Ne, to so stvari, ki tudi jaz nikoli nisem bil zelo močno sistemsko v tem. Jaz sem zmeri nekaj gledal preko meja, kaj sploh se dela. Ne mislim političnih meja držav, ampak karkoli se dela, zmeri iščem nekaj, kako se da še bolj drugače. Sem imel pa vse en kup, tako kot sem rekel, teh strahov, ki so me pa zelo bremzali, kar se tiče izvedbe teh idej. Ne, ogromno ljudi ima ene ideje in jaz sem prepričan, da tudi ogromno kmetov ima na milijone idej, ker glede zaradi tega, ker ostajajo v tem mindsetu, v tem razmišljanju, da se ne da, pa da bo pa kaj pa če bo pa kaj če bo tret, jih niti ne poskusijo realizirati. Ne, in ljudje smo pa na splošno smo tako naštimani. Ja, se z 1, 2, 3 pogovarjaš, kaj podobno mislijo, pa kar zaključiš, tu se pa itak nada, pa je konc. Ja, se pravi, da smo ljudje, smo nekako popreček 5 najbližjih oseb, s katerimi se srečujemo. Ja, sigurno. In se potem podpiramo v tem. Ne? Tako. Okay, kako je šla potem ta zgodba s tvojo miselnostjo naprej? Kje so bili te potem preskoki, ko si rekel, evo, na tem želim delati, ne? Teh strahov se želim, ali pa prepričan znebiti, ne? Vemo tudi, da določena prepričanja so nam v delu življenja lahko koristila, pa nam danes ne več. Kako si pomagal, da si te stvari videl, da si jih spoznaval, da si jih upal raziskovati, da si konec koncev si upal vzeti tudi čas, ne? Se mi zdi, da čas je tudi ena taka pomembna komponenta pri kmečkem poklicu. Ja, ta čas je res ena never ending story. Izredno pomembna stvar. Ampak bom dal res 2 čist ekstra primera. Enako število ur, sekund, minut v dnevu jih ima Janez Novak, ki leži doma, kot jih ima Elon Musk. Enako. Pa če pustimo finance, čist popolno pustimo denar, sploh se ne gre za denar. Gre se za to, da ko ima moja glava v enih, ne vem, kako bi temu rekel, dimenzijah oziroma v prostoru čas, kjer ga lahko nameni za neko kreativno razmišljanje. In da razumem, da bom lahko delal napake, ampak napake so del procesa. Zmeraj. Ljudje, ki so najbolj uspešni v življenju, naredijo največ napak. Se pa seveda z njih učijo. Napako narediti je normalno, napako ponavljati pa neumno. Ta miselnost, kako nimamo časa, je res ena po moje najbolj zgrešenih stvari na splošno pri ljudeh in obenem spet ima pa tudi največ potenciala. Če mi razmišljamo, da nimamo časa za nekaj, časa nimamo zato, ker nas tista stvar ne zanima dost. Čist preprosto. Seveda to lahko izvira tudi iz naših težav v psihi. Da si nekaj želimo, pa vemo, da če bi nekaj tazga se lotili, bi nas ljudje okrog nas hmal dol pritisnili, ali pa pač nekaj tazga. To je recimo primer. Čas je čist relativen in v resnici edini nenadomestljiv vir, ki ga imamo. Edini. Vse ostalo je nadomestljivo. In ko začneš to razmišljati, meni je tlele zadela ena pomembna stvar od enega coacha kanadskega, ki ga tudi poslušam, je rekel, jaz sem začel enkrat razmišljati, rekel, zdaj sem star 44 let in jaz kar razmišljam, da imam itak časa še dost. Sej bomo, ne? Velikrat tu razmišljam, jaz imam časa, sej bom najprej tole, pa bom pa še ono. In je rekel, en pomemben vprašanje, ki ga pa njegov coach postavil, je bilo, ok, če bi zdaj le zvedel, da imaš v življenju sem še 48 ur, ampak tega ne bi smel nobenemu povedati. Kaj bi takrat delal? To sem jaz poslušal po mojem 3-4 mesece nazaj in me je izredno ganilo oziroma
za delo. Kljub temu, da imam zdaj že stvari čist drugače organizirane, kot sem jih imel včasih, ampak res pridemo do tega. Ne? Ljudje se pogovarjamo, da je za nas recimo družina pomembna vrednota. V resnici pa, ko greš gledati na svoj urnik, ne, ta tudi zelo širše že po moje poznano vprašanje. Ja, če stvari, a imaš stvar na urniku, če je nimaš, ne obstaja. Oziroma ti ni pomembna. Ti ni pomembna. Pogovoriš, da tako, je pomembna, tako. ti ni pomembna. In te stvari so me res zadele in sem začel razmišljati, ampak res, ja, kaj če se res naredi, da mene pojutrišnjem več ni. In jaz sem si pa še eno vprašanje postavil. Kako hočem živeti, da ko bom umrl, pa ne glede na to, kdaj bom jaz rekel, ok, naredil sem tisto, kar sem zmogel in kar sem rabil in mi ni za nobeno stvar žal. Ne, lahko mi obžalujemo neke stvari za nazaj, to nima nobenega smisla. Lahko se pa iz njih naučimo. V resnici pa imamo toliko možnosti razmišljati, kaj pa lahko naredim in kako se rabim zorganizirati, da bom pa res jaz živel eno življenje, da bom, se pravi, finančno uspešen, v kapitalizmu pač brez denarja ne moramo, tega sistema noben posameznik ne more spremeniti. Denar je izredno pomemben del življenja, ne sme biti pa cilj. Ne? Denar je zelo pomemben, je neutralen, z denarjem lahko delamo, kar hočemo. Ogromno dobrega ali pa ogromno slabega. Ne sme biti pa denar cilj v življenju. Je pa izredno pomembno sredstvo za neko varnost in ko se ti varnega počutiš, lahko naprej ustvarjaš. In ta čas, ne, kako, in res veliko razmišljam, kako je življenje v čim krajšem času zorganizirati tako, da ne bom rekel čez 2 let, ja, pa se tule sem pa mu možnost, pa je nisem skoristil, ali pa tule sem pa vedel, da bi moral, ali pa da bi lahko naredil, pa je nisem zato, ker nisem se bal, kaj bo pa on rekel, ali pa nekaj. To vprašanje, pač ja, kako živeti, da če takrat, ko umrem, rečem, evo, dal sem se od sebe, več nisem mogel zase in za ljudi okrog sebe. Ne, ker ko jaz zase delam, ko jaz postavim boljši, imajo od tega vsi okrog mene veliko dobrega. In to mi je ena taka motivacija in sem začel tudi razmišljati, ok, tudi posel, recimo, ki ga delam. Kaj je pravzaprav tista stvar, ki mi je največji problem? In sem prišel v bistvu do tega, to je pa v bistvu stvar zdaj zadnjega meseca v resnici, kaj se v moje glavi dogaja. Da je največji problem nenadomestljivost. Ta občutek nenadomestljivosti. Občutek, da ne smeš manjkati. Da ne smeš ne zboliti, ne smeš pač manjkati, ker se bo nekaj naredilo, ker se bo nekaj ustavilo. Včasih je tudi v resnici samo občutek, pa je v meni problem. Včasih je pa res, ali pa veliko nas ima podjetniku, ali pa tako pa tudi dejansko sisteme tako postavljene, da ko njega ni, se firma ustavi. In tako na večini kmetij se mi zdi. Sigurno. In tlele se meni zdi ena taka, ne vem, kako bi temu rekel, eno polje, enega razmisleka, kaj pravzaprav narediti. In eno izredno pomembno vprašanje je bilo, ko smo imeli zadnjič vzpostavitev sveta lokalne izpostave svetovalne službe, je regijski predsednik rekel, ker smo se pogovarjali, ne, jaz kar odkrito govorim o tem, da kmetije, tako kot pri nas pač, ker se veliko jamra, koliko kmetij propada in tako naprej, jaz čisto odkrito povem, da meni se tu ne zdi problem. Zakaj? Če gremo pogledati sistem, kako kmetije funkcionirajo. Povprečna slovenska kmetija dela finančno izgubo. Ne sem povprečna. Jaz sem prepričan, če bi zdaj le šli tako, preštejemo kmetije, ki lahko živijo same od sebe, brez da nekdo, ki na kmetiji dela, plačo iz druge službe vlaga v kmetijo. Samo da je nek dobiček. Ja, se pravi, da se vsi stroški pokrijejo, pa ne nekaj ostane, pa plače zaenkrat pustimo, ker tu je še ena stopnička višji. Jaz sem prepričan, da je take kmetij manj kot 5%. Ker fizično to ni mogoče. Proizvodna dejavnost z zelo velikimi fiksnimi stroški, oprema, zgradbe, stroji,
Pa še dejavnost, ki ima majhen obseg, se pravi, povprečna slovenska pa pojmo na 2-krat večja. 14 hektarska kmetija naredi recimo eno poljedelsko živinorejsko, kakršnih je največ, naredi recimo bruto prihodka na leto cirka 25,000 evrov z kmetijstva. 25,000 evrov, s tem, da tam noter delata vsaj 2 človeka, ker to je delo 365 dni na leto, ne? Jeden delovnik ima 220 dni. Ne 365, 220 po 8 ur. Se pravi, tam bi morali biti vsaj 2 plače izplačane, 2 bruto plače, vemo pa, da za tako delo, ko je na kmetiji, noben ne bo delal za manj kot 2500 ali pa 3000 evrov bruto. To pomeni 40,000 evrov za eno bruto plačo. Smo na 80,000 evrov stroška za 2 bruto plači, pa pozamo vse materialne pa fiksne stroške. Mislim, tu je taka zguba finančna, da ni. In ko greš to razmišljati, ne, kmetije, tako majhne, nimajo nobene možnosti za obstanejo. In to vprašanje pol večina takih kmetij. Imajo pa kmetije seveda možnost, da se razvijajo v neko drugo dejavnost, da jo razširijo, ali grejo v turizem, ali grejo v neko predelavo, ampak spet pri predelavi, ne. Bom še tu izpostavil, ker se mi zdi pomembna stvar. Veliko ljudi zame misli pač, da jaz sem proti tem majhnim kmetijam in da pač hočem, da se zapirajo zato, da se bojo zapirale. Ne, glih obratno. Če bi te kmetije lahko funkcionirale, jaz sem takoj zato, da obstanejo, ampak te kmetije so v resnici breme družine, ne pa prihodek. Nekakšen način breme. Če razmišljaš, da recimo peva tako kmetijo, ko se je prej pogovarjala, ne vem, 14 hektarska, ta kmetija naredi kar nekaj minusa, če brez, pustimo plače. Plač se itak na kmetijah večina ne izplačuje. Se pravi, da materialne stroške pokrijejo, pa kar je fiksnih, se pravi zgradbe pa oprema, pa naredijo minus, da morajo člani, ki hodijo drugam v službo, denar iz svojih plač vlagati v kmetijo, da kmetija preživi. O tem govorim. Zato je kmetija v resnici breme in ne prihodek družine. Jaz tega nikoli nobenemu ne očitam. Če se nekdo zbere kmetijo za hobi, v redu, noben problem. Če te to izpolnjuje in da si pripravljen čas, ko priješ iz službe domov, nameniti kmetiji, v redu, je to čist legitimna izbira. Za tiste pa, ki pa želijo prihodek na kmetiji ustvarjati, da bodo lahko zase oziroma svojo družino preskrbeli, pa tako ne gre. In kmetije se morajo povečati, ali se pravi, prihodkovno se morajo povečati, ali se večajo s površinami, ali se večajo vertikalno, ali se pač z neko diversifikacijo, sploh ni pomembno, ampak nekaj se mora zgoditi. To se mi zdi izrednega pomena. In če mi zdaj vse te kmetije pogledamo, kaj se dogaja, jaz mislim, da nam je vsem precej jasno, da je stanje tako. Ne? In zadnjič, ko smo bili na tem srečanju, ko sem rekel za lokalno izpostavo, me je vprašal predsednik, ja, sem točno to izpostavil. In me je vprašal, kje pa je tista velikost, ki bi pa bila dost? Ne? Sem rekel, jaz nimam tega odgovora, kakšna je tista velikost ali pa tako. Zdi se mi zelo pomembno, da če mi neko velikost definiramo na podlagi česarkoli, nekih številk, materialnih, ne vem, finančnih, površine kmetij, ki je itak nemogoče na isto mesto postaviti tlele v Ljubljani okrog Šentvida ali pa na gor v hribih. Tega ne moramo narediti. Govorijo o tej dodani vrednosti, a ne? Tako. To je bistveno verjetno. Ampak meni se zdi glavna stvar to. Kmetija, kaj pravzaprav je kmetija, pa če jo gledamo, da je kmetija ali pa da je podjetje, čist vseeno, ker to je v bistvu miselnost, ki iz podjetništva prehaja in to je tudi vzrok, zakaj sploh firme rastejo. Pa nazaj prideva na nenadomestljivost. Dokler sem jaz nenadomestljiv v smislu, da je na kmetiji delo, ki ga sem jaz znam odpravljati, da tudi če ga še kdo drug zna, da ko njega ni, da ga moram jaz odpravljati. Govorim recimo, se pravi, situacije, ko sem jaz nosilec dejavnosti. Dokler so zelo resne posledice, če jaz manjkam, imam ta problem nenadomestljivosti. In ko... S tem v bistvu kmetija zelo ranljiva. Zelo. In kaj se zgodi? Tudi pri nas je bil isti problem. Jaz sem tako zorganiziral sistem prej nazaj, da ko smo vsi delali lahko na polno, so stvari recimo nekako šle. Ko je bil pa
en na bolniški, se pravi, da je nekdo zbolel. Velikrat je bilo celo tako, da pač zboliš, pa se nafilaš s tabletem, pa greš pač delat. V času še kakšne poškodbe, glizančke je bil posvet na zbornici, je gospa, ki je terapeutka, rekla, z izredno dober. Koliko se v bistvu na kmetih skrajšuje ta doba okrevanja, glih zaradi tega, ker nimamo izbire, ker pač moraš iti delati. To so pa tiste stvari, ki jih pa gledamo iz perspektive človeka. Meni se zdi tle še širš, to je tako pomembna stvar. Pa bom tole zaključil, pa bom pa še to širši kontekst povedal. Zdaj, moj cilj osebno je ta, da jaz organiziram na kmetiji ekipe, ki bodo po področjih dela delali avtonomno, če sem jaz zraven ali pa če me ni. Čisto nekaj drugega je, če je pač treba se s kom kaj uskladiti, kaj skomunicirati ali pa nekaj takega, to ni problem. Še zmeraj pa tudi tu, da jaz lahko rečem, zdaj me pa en teden ni in stvari laufajo. Se pravi, če pa to želim, to pa pomeni, da rabim ekipo. Pri nas, recimo v sirarni, se je pokazalo, da mora biti vsaj 4 ljudje, ki niso čist razporejeni, specializirani po kompetencah, se pravi, da se njihove kompetence prekrivajo, da lahko, ko nekdo manjka, nekdo drug prevzame saj en del tistih njegovih nalog. Če recimo se zgodi, da pa 2 manjkata, se pa en del posla, ki se ga lahko preloži na kakšen drug dan. Večina stvari, oziroma tiste stvari, ki morajo biti tisti dan narejene, so pa narejene. In isto želim zdaj narediti še na kmetiji, se pravi v pridelavi. To je pa v bistvu in ko začneš o poslu razmišljati, o naravi posla, ta kmetijski posel v resnici je zelo zahteven, zato ker res sploh z živalmi poteka 365 dni v letu. In praznike, in petke, svetke, in vikende, vse. Ne moreš hleva zapreti. Tako. In zaradi tega je bolj zahteven, ampak dejstvo je, da se pa da. Ne? Ni res, da se ne da. Da se in jaz sem v bistvu do tega prišel, da ta teren pri nas recimo rabi imeti enih 6 delovnih mest, da lahko mi tu pokrijemo. Tle sem še zmeraj lahko delno tudi jaz zraven, pri nekaterih stvarih lahko tudi je še oče zraven, ampak želim, da ekipa funkcionira in jo bomo v prihodnosti tako naredili. Ne znam točno povedati, kdaj jo bomo, imamo pa ta cilj pred sabo, da bo lahko avtonomno funkcionirala. In v resnici, tu ni samo ta vidik z vidika mene, tudi ljudje. Mi je bilo fascinantna izkušnja spred 3 mesecev, ki je bilo tega tudi mene včasih strah. Če bom ljudem stvari zdelegiral, pa jih bo strah delati, ali pa ne. Kako se bojo počutili, če bom rekel, zdaj si pa ti tle samostojen, zdaj pa ti to delaš, tudi če mene ni, ne? Pa je prišlo do čist kontra, v bistvu, povratne informacije. Prišla je situacija, ko sta recimo sodelavca že sama mozla. Jaz sem v glavi ful ta prepričanje, da noben drug kot doma človek ne more moziti. To sem zelo težko sprejel. Pa je pa prišla situacija, ko sem pa vedel, da ti bo mogel iti na operacijo za kilo in sem vedel, da njega 2 meseca ne bo popolnoma nič. Ne? Ni ene može, ki bi lahko prišel. Prej je pa delal na 60%, 70% mož je ono pravo, recimo. Saj sem bil nekaj tudi jaz z njim ali pa mami, ampak jaz takrat, ko njega ni, moram biti tam. In je bila v bistvu situacija, ko nisem več izbire, ker jaz obveznosti, ko jih imam zdaj kot direktor, jaz ne morem vsak dan hoditi zjutraj in zvečer. Nemogoče. Pol je pa tle še družina in tako naprej ne gre. To mi je bilo že prej jasno, ampak zelo zanimivo, kako je to prišlo. Ne? In ko smo se v bistvu zmenili, da sta sodelavca prej že recimo en dober teden sama mozla, a ti je bil sem tako malo zraven, se je zgodilo, da je enkrat en dan jaz sem zamešal podatka in enega sodelavca ni bilo. In je ta drug sodelavc pomozil sam. Jaz sem prišel takrat recimo ob 6 se začne moža, ob 7 sem prišel in gledam, vprašam, jaz sem pa pozabil, da Marcela nije, sem rekel, da jaka boš lahko. Ja, je rekel, le se ni panika. Sem rekel, če boš kaj rabo, me poklič, sem tle, ne? Ok, in kaj je bilo? Ko je bilo možje konc, je on prav ponosno rekel, evo, ta prvič sem sam pomozil, ne? Mene je bilo pa strah reči, zdaj bom, od zdaj naprej pa tako. Mislim, spet, ne, stališča podjetnika, verjamem, če tole kakšen podjetnik posluša, si mrne misli, pa stari, skje si zelo nepol, ne? Čist verjamem, ampak tako je bilo. In v resnici je bilo spet pri meni problem, da nisem tega že prej speljal. Smo spet pri temu prevzemanju odgovornosti. Jaz bi tu lahko speljal pol leta prej.
Ne bi rabo čakati, da zdaj pa vemo, da bo ati šel in bo šel. Kukrat meni je narekla, dej tako se zmeni, da res ne boš rabo zmeriti ali pa nekaj, ne. Ja, se bom, pa nisem nobenega argumenta, drugo, kukrat meni bo strah, ko bo. Še eno tako malce provokativno, ves čas govoriš o poslu, podjetništvu in tako naprej in si direktor tudi, ne? Si direktor ali si kmet? Ali si oboje? Kako gledaš na to razmerje in tudi to v bistvu, če ne govoriva čist direktno temo, višanje ugleda poklica kmeta? Super vprašanje. In veliko razmišljam o teh stvareh. V resnici je pa stvar precej preprosta. Jaz se ukvarjam s kmetijsko dejavnostjo, se pravi pridelavo hrane in sem kmet in to je kmetijska dejavnost. Pozicijsko sem pa direktor. Zato, ker jaz nisem več operativc, ki bi vsak dan vse delal s kravami, pa na traktorju, pa tudi v sirarni prej, ki sem delal še posebej tako naprej. Ne, v resnici moja pozicija je pa direktor. Tako da v resnici sem direktor kmetijskega podjetja in tu je in sem v bistvu na to čedalje bolj ponosen, pa bom kar spet eno čisto osebno povedal. Tudi mene je bilo dolg časa sram se podpisati, da sem direktor. Strah me je bilo, kaj bojo drugi mislili, kva se ta pa gre, ne? Se ni direktor, se je kmet. Strah me je bilo, kaj si bojo drugi mislili, a je zdaj pa nekaj visok ratov ali pa nekaj tako, ne? V resnici sem pa jaz težave s svojo identiteto. Osebnostno identiteto. Nekdo sem jaz Toni Kukenberger, ampak kdo sem jaz po funkciji, po delovanju, po mišljenju. To je bila pa ena spet ful močna stvar, izredno močna, ker sva je tudi midva delala, ne, in jaz sem, tako mi rekel, razumsko sem nekako vedel, da jaz res moram biti direktor. Ampak podzavestno me je bilo pa strah, kaj pa zdaj bo, kaj bom zgubil na ta račun, če bom jaz sam sebi rekel direktor. Ampak kaj se je pa dogajalo v resnici, dokler si nisem tega priznal, da moram biti direktor, nisem se upal povedati, ne, zaradi tega in tega bo takole, v tej situaciji ne moramo drugače, moramo to narediti. Mene je bo strah to reči, ker mi je bo strah, kaj bi ljudje mislili. Ampak ljudje rabimo, tudi sodelavci, rabijo jasne podatke, rabijo meje, rabijo informacije, tule je takole delamo, takole ne delamo. Seveda se usklajujemo, ne? Če pridemo do neke situacije, ko nekdo reče, tule pa meni dela izredno velike težave, bomo zmeri pogledali, kaj je vzrok teh težav. Ne bomo šli zadeve spreminjati, ampak iščemo vzrok. In tega, če sem jaz tak bolj medle narave, nisem odločen, ni meni v glavi jasno, kaj pravzaprav rabim biti, jaz tega ne morem delati. Jaz čisto verjamem, da ima mogoče kdo drug čist drug pogled do tega, ampak jaz sem imel te težave. In tudi ta identiteta, pa stvar, ki sem že prej hotel povedati, pa sem mi zdaj spet nazaj vrnila, ker je s tem povezana. In spet z organizacijo dela na kmetiji. Jaz sem imel, dokler nisem zadev zorganiziral tako, da je moj ati lahko tudi kaj prost, eno tako breme odvisnosti od njega. Ne vem, če bom znal to čisto pravilno opisati, ampak zato, ker sem vedel, da se je on sam sebi čisto odpovedal. On mi ni praktično nobenkrat rekel, kva se tu greš, tu ne boš iz tega ne bom delal. Sem dobil včasih občutek, da mu je bilo težko. In tudi kakšna stvar delamo zdaj drugače, kot bi on delal. Zmeraj mi je pa to zelo, zelo obremenjevalo in sem se počutil, da sem mu dolžan, da v bistvu gre zaradi tega, da ne bo on se čutil nekaj prikrajšenega ali pa prizadetega, ali pa ker sem se mu čutil, pač dolžan za to uslugo, ki je v bistvu on meni naredil, jaz se nisem upal odločitev sprejemati. Ker sem bil še zelo v tej vlogi žrtve, pa sina, nisem bil v vlogi gospodarja. Verjetno si prinesel neko to čustveno dediščino Itak, seveda, ne. In ta stvar mi je dala zelo, zelo veliko misliti, zaradi tega tudi veliko stvari se nisem upal odločiti v prid družine moje z ženo, ampak sem se odločil za kmetijo ali pa nekaj tazga. Ampak če bi jaz ali pa drugače, zdaj se učim to, še zmerni tudi
na nivoju, ko si ga želim, delam pa če dalje boš na to, da z očetom te stvari komuniciram. In ena stvar taka tudi je bila, ki je bilo mene strah, tudi to je bil en moj pomemben strah, da ko bom jaz rekel, da bo ta pa Jakab Marcel samo mozla, da bo pa on se čutil odrinjenega. Moj ati je zdaj uradno v penziji, star je 64 let, fizično ima težave s križem, se pravi, se mora dejansko paziti. Zdaj pa še, ki je bil pač na tej operaciji, pa itak ne sme delati, če hoče, da se mu bo normalno pozdravljal. Zdaj mi je veliko lažje stvari premikati, zato, ker vem, da je tudi on bolj svoboden v tem. In tu so se pa glih včeraj, sva se pogovarjala, sem mu rekel, jaz želim organizirati sistem tako, da ko boš ti zraven, bo to luksus. Ali bomo nekaj hitrejš naredili, ali bomo pač malo se skupaj podružili, ali takrat bo nekaj boljš. Ko te ne bo zraven, bo stvari pa normalno tekle. Do zdaj je bilo pa tako, da ko je bil on zraven, je bilo normalno, ko ga ni bilo, je bil pa problem. Razumeš te 3 stopničke, ne? Luksus, normala, problem. Dal si mu nekako psihično dovoljenje za nadomestljivost. Ja, točno. Sva spet na začetku mogoče? Zelo. Če sem jaz, recimo, da mlada kmetica in te zdaj poslušam in si rečem, o moj bog, to je pa zdaj toliko stvari, da mi svetuj, kje ne začnem. Včasih razmišljam, kaj bi delal drugače, če bi šel še enkrat po tej poti, ko grem. Zadnji 2 leti ne bi delal čisto popolnoma več drugače. Ena stvar, ki je pa zelo velika, pa se mi večkrat utrne, je pa bila, da ko sem jaz prevzel kmetijo, sem bil v resnici sam zase zelo nadut. Jaz nimam občutka, da sem do drugih ljudi na ta način pristopal, ker sem zmeraj rad delil informacije, sem pa zelo verjetno kdaj tudi tako izpod, da sem hotel biti pameten. In isto zase. Jaz sem bil prepričan, da vem vse, kar rabim vedeti in da ne rabim nobenega nasveta in da ne rabim nobenega človeka drugega zraven, tako ko sem jaz odločil, tako bo v redu. In kaj je najbolj fascinantno? V resnici tako naše življenje, naša glava in naš funkcionira. Vse stvari, ki sem si jih zadal, sem dosegel. Točno tako, ko sem si jih zadal in predstavljal. Gledati sem šel, imeli smo eno izobraževanje hmal po tistem, mislim, da 1 let, ali mogoče 2 let po tistem, ko sem prevzel kmetijo, se pravi, začeli smo že s predelavo, pa tu smo imeli eno izobraževanje z enim nizozemskim faksom, s profesor Klopčičevo z faksa, delavnico v bistvu za mlade kmete. In tam smo si v bistvu napisali vsak zase cilje, ki jih želimo doseči. In mislim, da to kakšen let nazaj sem najdel tisto mapo. Samo takrat sem tisto napisal in razmišljal o tem, vse sem itak razmišljal, sem velik, ampak nobenkrat nisem tistega več pogledal. Čisto popolnoma vse cilje sem dosegel ali presegel, bistveno hitreje, ko sem si jih zadal, razen enega čisto tehničnega, ki je bil pa tak nepomemben oziroma neč v širšem smislu. In če bi šel še enkrat, bi takoj začel iskati informacije od ljudi, ki so že šli po podobni poti, na katero hočem iti sam. Zelo neke mentorje. Mentorje, ja. Zakaj? Zato, ker mentor ti pomaga v bistvu prihodnost potegniti bližje. Ker se ne rabiš pol sam učiti na svojih napakah, ampak se lahko na njegovih učiš. Dejstvo je, da največ se ne učiš na svojih. Ampak ne rabimo se pa vsega učiti. Ne rabimo. To sploh ni treba, da je nekdo, da imaš ti neko uradni mentorski odnos ali pa naziv ali pa nekaj. Gre se za to, da iščeš informacije. Danes na internetu dobiš vse na klik in praktično vse zastonj. Če vsebine, ki jih iščeš, jemliš resno, 90% lahko narediš sam in zastonj. In tu je pa tista stvar, ki res mi zdi najpomembnejša, da se pravi, da si samozavesten, obenem pa glih tukaj ponižen, da rečeš, ok, tule jaz zdaj vem, tule vem, da mi bo funkcioniralo, obenem pa čisto za vsako stvar si daješ možnosti, da obstaja nekdo, ki še veliko bolj dosego v isti stvari. In da iščeš take ljudi in jih pol tudi najdeš. Če nekaj iščeš, boš tudi najdel. Najdu pot do tja, ne? Tako. In da pa še ena stvar je, ljudje se velikrat nas je strah biti ambiciozni. To je pa še ena
še en tak velik problem, tle se mi zdi v kmetijstvu, ta kompleks majhnosti. Da kmetija sploh ni kmetija, če ni majhna. Da če nisi majhen, pol si pa že čuden, ali si pa materialist, ali pa ne vem kaj. Tudi jaz sem se tega bal. Tu je bil tudi en izmed mojih zelo močnih problemov in zavor, zakaj nisem se upal že prej stopiti na rast tako poslovne, kot osebnostne rasti. Ker sem se bal, da bom ratal slab človek. To je povezano tudi z denarjem, je povezano z uspehom, ampak ta širše razumevanje, kaj pravzaprav je nek uspeh, oziroma kaj pravzaprav je to točno, definicija uspeha. Jaz se počutim uspešen, če imam v življenju neko ravnovesje. Res, da ga imam. Finance, posel, družina, duhovnost, fizična, telesna kondicija, se pravi zdravje. Vse te stvari, da sem z njimi zadovoljen, da me podpirajo v življenju. Ne, če jaz hočem v življenju in jaz res v življenju želim delati veliko dobrega. In na majhnem področju ne morem narediti veliko dobrega. Če delam na več, bom veliko več dobrega lahko naredil. Seveda se moram to naučiti in rabim znanja, ki me bojo pomagala pri tem, in brez drugih ljudi je to popolnoma nemogoče. Jaz mislim, da to je najpomembnejša lekcija. Ko imamo mi okrog sebe krog ljudi, preko katerega lahko živimo svoje poslanstvo. Nekateri ljudje mogoče nikoli ne bojo razmišljali o tem, da bi nekaj svojega ustvarjali, in jim je prav fino in se pa izredno dobro počutijo in dobro delajo pri nekomu v nekem podjetju. Vseeno, ali to kmetija ali pa nekaj drugega. In je to spet win-win situacija. Mogoče bojo pač enkrat tudi šli na svoje, ali pa tudi nikoli. Nismo vsi enaki, ne? Ampak še zmeraj, če jaz poiščem ljudi, ki se poistovetijo z mojim poslanstvom, s tem, kar delam, bom jaz prek teh ljudi lahko naredil na svet veliko več dobrega, kot bi naredil sam. In če bomo mi na svet prinesli v življenje ljudi veliko dodane vrednosti, bomo tudi skupaj naredili veliko več dobrega za njih, in ljudje so seveda za to pripravljeni plačati in bomo tudi finančno dobro preskrbljeni in nas ne bo strah, ali bomo imeli za plače, ali pa ne bomo imeli. Ali zase osebno, ali bom rabil, ne vem kakšno zavarovanje, ali bom pač dejansko rekel, lej, če ga imam v redu, če ga nimam, pa glih tako dobro. Ta finančna neodvisnost nam omogoča, da res delamo veliko več dobrega. No? In jaz tle res vidim eno tako žlahtno poslanstvo, no, v življenju, ki ne verjamem, da ima kdorkoli lahko karkoli proti njemu. No. Hvala, Toni. Bova zaključila s tem žlahtnim poslanstvom in da je definiciji uspeha toliko, koliko je nas ljudi, ne, in da smo sami nekako odgovorni res za to. Jaz upam, da bomo v Zavodu Rast znali tudi še tukaj kaj narediti za kmete dobrega. Hvala za vse, kar si delil z mano. Hvala tudi za sodelovanje z mano že prej in tudi za to, da lahko skupaj mogoče širva in tak dober glas o tem, da je dobro, da rastemo, da je to naša izbira in da nam zagotovo prinese lepše in boljše življenje za nas, pa upamo, da tudi za našo okolico. Hvala tudi tebi in meni je bilo veselje.